Po slavnostni seji Šušteršič in Šiler, častna občana. 1 medalja in 3 plakete. Dobili smo funkcionalno srce občine. Pohod od Jakoba do Jakoba. V vsakem je del Jakoba Aljaža. Po sledeh inšpekcij. Kulturna dediščina na platnu. Lepo pozdravljeni. Današnja oddaja bo skorajda popolnoma praznično obarvana. Začetek meseca julija je v medvoški občini namreč praznično vzdušje, saj 6. julija, na dan rojstva Jakoba Aljaža, enega najbolj pomembnih ljudi, ki so se rodili in delovali na tem območju in smo si ga izbrali za svojega zavetnika, praznujemo občinski praznik. Vrhunec praznovanja je slavnostna seja s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim občanom, skupnostim in društvom. Tokrat je potekala v petek 5. julija na novem večnamenskem prostoru. Na slavnostni seji občinskega sveta za spremembo nimajo glavne besede občinski svetniki, temveč je to priložnost, ko si v roko sežejo s tistimi, s katerimi med letom sodelujejo pri pomembnih občinskih projektih. Med njimi so se povabilu tokrat odzvali poslanka izvoljena v našem volilnem okraju Andreja Zabret, župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković, župan občine Škofljica Ivan Jordan, župan občine Vodice Aco Šuštar, podžupan mestne občine Ljubljana Janez Koželj, podžupan občine Šenčur Aleš Perič Močnik, predsednik Turistične zveze Slovenija Pavle Hevka in še mnogi drugi pomembni gostje. V kulturnem programu so nastopili pihalna sekcija Godbe Medvode, pevka Ani Frece s skupino, glasbena zasedba Bajate, program pa je povezovala Jana Jenko. Slavnostni govornik je bil tokrat župan občine Medvode Nejc Smole, ki se je v govoru osredotočil na vrednote, kot so vera v uspeh, upanje, optimističen pogled naprej in sodelovanje ter povezovanje. Vrednote, ki jih danes premalo cenimo in se včasih zdijo preživete, a so pogosto edine, ki resnično štejejo v življenju. Ob priložnosti se je zahvalil tistim, ki skupaj z občino pišejo zanimive zgodbe. Eno so tisti, ki pišejo zgodbe o vztrajnosti, v tem smislu predvsem zgodbe projektov, ki so včasih se zdijo predrzni. Tudi zgodba te tržnice in tega dela se je na začetku zdela kar malce predrzna za naše Medvode, ampak tisti, ki te zgodbe pišejo, v njih vztrajajo in na koncu s to svojo vero, da se da, potem dosežejo tudi zmago. Pa niso to samo investicije, to so tudi vsi moji sodelavci v javnem sektorju v Medvodah, od vzgojiteljic, učiteljic, vseh tistih, ki pač verjamejo, da so določeni ideali v današnjem času, za katere se še splača boriti in zanje živeti. Zahvalil se je tudi tistim, ki gradijo zgodbe, ki povezujejo. Tukaj se mi je zdelo pomembno izpostaviti, v današnjem času se nekako zdi, da smo vsi nekako atomski, da vsakdo samo zase in tudi občine, da delajo samo zase, pa ni tako. Občina Medvode se res krasno, odlično povezuje. Trenutno, tako kot sem v nagovoru rekel, smo sredi kohezijskega projekta z Ljubljano in Vodicami, ki je največji projekt v državi trenutno in pri nas poteka seveda prepočasi, bi rekli ljudje, ampak vseeno z večjo naglico, kot smo pričakovali oziroma kot se je napovedovalo, tudi zaradi dobrega sodelovanja. Potem imamo tukaj občino Šenčur, Skero, pa loške občine, pa občine znotraj holdinga. Skratka, to povezovanje se kar mreži in koteli in potem rojeva nove in nove rezultate, kar je izredno pomembno za današnji čas, da se ne izoliraš, ampak delaš z drugimi. In tretja, mogoče najpomembnejša, so bile pa zgodbe solidarnosti, zgodbe prav pravega povezovanja, to pa v naši skupnosti, vseh tistih prostovoljcev, vseh tistih, ki delajo, od nagrajencev do članov različnih društev, ki, tako kot je eden od nagrajencev na govoru rekel, najbrž ne bodo nikoli prejeli nobenega priznanja, ampak oni delajo zato, ker tako čutijo, da jim to veliko pomeni. No in želel sem se zahvaliti tudi vsem tem, ki barvajo našo skupnost. Ob tem se je še posebej zahvalil letošnji prejemnici državnega odlikovanja na področju prostovoljnega dela, ki ga je prejela strani predsednika Republike Slovenije Ivanki Šušteršič. Občanom je ob koncu nagovora zaželel, da bi zgodbe vztrajnosti, povezovanja, sodelovanja in optimizma znali skupaj pisati še naprej. Ne glede na to, kje in na katerem področju delujemo, vsakdo lahko naredi svet za malenkost lepši.
Vrhunec slavnostne seje pa je podelitev občinskih priznanj. Letos je prišlo 7 predlogov, enega je komisija za priznanja, ki jo vodi predsednik Roman Veras, izločila kot nedovolj upravičenega, vse preostale nagrajence pa so člani komisije, katere mandat je s tokratnim izborom zaključen, potrdili soglasno. Tudi sam moram priznati, da sem pred nedavnim izvedel, kdo so letos prejemniki, ker pač vseeno župan podpiše. In se mi zdi to fajn, da je res komisija popolnoma neodvisna in da sama odgovarja za odločitve, kot jih ima. Ko smo poslušali obrazložitve, seveda je jasno, da so to ljudje, ki so v naši skupnosti pustili pečat in takim ljudem je vedno potrebno reči hvala. Komisija za priznanje je potem, ko v zadnjih 10 letih ni potrdila predlogov za častne občane, tokrat izbrala kar 2. Čast je pripadla Jožefu Šilerju, častnemu predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, in Janezu Šušteršiču, predsedniku Kmetijske zadruge Medvode, ki sta vsak na več področjih pustila in še puščata pomemben pečat lokalni skupnosti in sta se pridružila peščici občanov, ki so že prejeli najvišji naziv, kar je lahko prejme posameznik v naši občini. Doslej je ta naziv pripadal Ani Notar, Alojzu Bukovšku, Juliju Novljanu in Francu Ravnikarju. Čeprav je Jože Šiler odraščal v gasilski družini, je bilo nekdaj v navadi, da so otroci vstopili v svet gasilstva nekoliko kasneje kot danes. Tako da je Jožef svoje mladostne korake sprva namenil športnemu udejstvovanju, kjer je hitro napredoval do pomembnih funkcij. V mladih letih me je vlekel predvsem šport, predvsem žoga. Bil sem tudi nogometni sodnik v bivši Jugoslaviji, hodil sem po stadionih bivše Jugoslavije, imel prost vstop, ko sem bil pri vojakih v Nišu na stadion Čajer, na Ljubljansko Olimpijo. Takrat sem bil res privrženec nogometa, ampak tukaj nekaj mi ni bilo po hodu, tako da sem se počasi odtujil od nogometa in začel iti po očetovih stopinjah in aktivno delati v gasilskem društvu Zbilje. Čeprav je to, takrat je bilo to drugače, kot je pa danes. Danes se mladi včlanjajo v društva pri 6 oziroma 7 letih. Takrat, ko sem jaz bil, se je bilo to nekako s 15 leti. In sicer potem je pa bila ta moja pot je šla potem kar hitro navzgor. Gasilec je z dušo in srcem in vse vrednote, ki jih potrebuje dober gasilec, je dobil v svoji družini. Mi smo gasilska družina. Moj oče je bil ustanovni član gasilskega društva Zbilje. Potem smo vsi bratje smo šli po njegovih stopinjah in pa tudi moja mami nas je vedno učila, da je treba tudi včasih kaj zastonj narediti, oziroma da je treba pomagati človeku, ko je v stisku, to je pa gasilstvo. Kot gasilec je opravljal različne funkcije. Med najpomembnejšimi je zagotovo predsedniška in poveljniška funkcija. Med tistimi, na katere pa je najbolj ponosen, pa je vzgoja podmladka in veliki uspehi na gasilskih tekmovanjih, kjer se mladina uči osnovnih načel gasilstva. Prostovoljstvo, pomoč ljudem v stiski in spoznavanje opreme, orodja in gasilskega vedenja. Starejši gasilci pa na tekmovanjih preverjajo svoje psihofizične sposobnosti in nadgrajujejo svoje znanje. Jožef Šiler je sicer zelo dejaven tudi na mnogih drugih področjih. Med drugim je sodeloval in organiziral številne delovne akcije, tudi vodil obnovo cerkve svetega Janeza Krstnika v Zbiljah, bil je soustanovitelj nogometnega kluba Zbilje ter aktivno sodeloval s tekaškim smučarskim klubom Olimpija in to je zgolj del njegovih aktivnosti, zaradi katerih si je prislužil naziv častnega občana. Drugi občan, ki je tokrat prejel naziv častnega občana, pa je Janez Šušteršič. Mnogi ga poznate kot Tometovega Janeza, saj je doma znane domačije na Seničici. Med njegovo najbolj odmevno aktivnost zagotovo sodi udejstvovanje pri osamosvojitvenih procesih Slovenije in prizadevanje za ponovno ustanovitev občine Medvode. Njegovi sta najbolj domoljubni prireditvi v občini, da si ravno se občasno kot organizator podpiše tudi kdo drug, praznovanje dneva samostojnosti na Svetem Jakobu in praznovanje dneva državnosti na Bonovcu. En je Slovenija, kot samostojna država, kot narod,
mi veliko pomeni, ne, in čutim dolžnost, da nekaj storim za to. Ne. Kot pravi slovenski rek, kar zmore, je človek storiti dolžan. Ne. In zdaj vsak ni sposoben tega narediti. Ne. To brez sprenevedanja lahko rečem, ne, ampak če lahko to delam, kolikor moram, se trudim. Obrazložitev, zakaj naziv častnega občana, bi bila v njegovem primeru predolga. Bil je med pionirji videotehnike, zelo aktiven v politiki na vseh nivojih, v zadnjih letih pa nepogrešljiv pri delu kmetijske zadruge Medvode. Katera izmed vseh aktivnosti bi mu bila torej najljubša? Najljubše? To je isto vprašanje, kot bi rekel, jaz imam 4 otroke, kjer mi je najljubši. Ne bi bilo fair, tudi če mi je kakšen ljub, ne bi bilo fair, da bi za kogarkoli rekel, da je to. In kljub temu, da bi lahko užival v sadovih svojega dela, tega ne namerava storiti. Nekdo uživa v posedanju, v lenarjenju, jaz uživam v dejavnosti. Ne. Dokler bo zadeve tekle, kot tečejo, bom dejaven, ne. Ko pa ne bom mogel, bom pa užival v spominih. Do naziva častnega občana ni enostavno priti. Delo prizadevnega posameznika mora prepoznati krog občanov, ki so dovolj aktivni, da spišejo predlog za imenovanje. Obrazložitev mora potrditi v posameznih primerih zelo stroga komisija za priznanja. Da ne govorimo o tem, da mora vsak predlagani podpisati soglasje k kandidaturi, kar je tudi eden od razlogov, da mnogo zaslužnih občanov ne bo nikoli postalo častni občan občine Medvode, niti ne bo prejelo kakšnega drugega priznanja. A na srečo sta oba letošnja prejemnika soglašala s kandidaturo, kakor tudi tisti, ki so jim podelili plakete in medaljo občine Medvode. Sledi še kratka predstavitev prejemnikov. Jernej Petač, znani gostinec in obrtnik iz Pirnič, nekdanji občinski svetnik in aktiven član Turističnega društva Pirniče, med katere ustanovne člane spada, je plaketo prejel v zahvalo za dolgoletno delo na področju gostinstva, turizma, društvenega in lokalnega udejstvovanja. Ja, občutki so lepi, sploh kot ste poudarili, da domačini, da vidijo, da nekaj prispevajo za kraj, pa da je nekaj narejenega za skupnost. Poudaril je, da je dan prekratek za vse obveznosti, ki jih mora postoriti, zato mu je v veliko pomoč njegova družina. Brez podpore doma si to ne bi mogel privoščiti. Kot v gostilni, kot na kmetiji. Na kmetiji so otroci pomagali, v gostilni žena, pa tudi hčera, tako da brez tega ne bi šlo. Že naslednji dan po podelitvi so ga čakale nove obveznosti. V mlin je moral odpeljati pšenico, sobotni dan je bil rezerviran tudi za poroko, tako da časa za sprostitev skoraj da nima. Energije ne zmanjka, kljub temu, da vendarle bi si počasi zaslužili nekoliko počitka? Ja, prav počivati ne smemo, ker, kot ste rekli, energija mora nekam se sprostiti. In to je delo. Naša mama je rekla, da delo krpi človeka. Višja medicinska sestra Veronika Pretnar-Kunstek, prejemnica priznanja za življenjsko delo strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, se z največjim veseljem spominja svoje poklicne poti, čeprav je tudi v pokoju izjemno aktivna prostovoljka, kjer v Pirniškem društvu upokojencev deluje tudi kot predsednica društva. Res pa je, da sem v svojem poklicu uživala, bila zadovoljna, bila srečna in ob sebi sem imela čudovite sodelavce in sodelavke, brez katerih pač človek ne more dosegati sam nekih določenih ciljev. Tako da sem jim hvaležna bila že v mojem aktivnem delovanju in prav tako sem hvaležna sedanjim sodelavcem in sodelavkam v Društvu upokojencev Pirniče, kjer v upravnem odboru resnično se čuti to, da držimo skupaj, da si drug drugemu pomagamo, da se razumemo in to je cilj oziroma to je pot k uspehu. Kar nekaj življenjskih preizkušenj je narekovalo njeno poklicno življenje. Seveda so se me vse težke zgodbe življenjske zelo dotaknile in odkrito povem, da sem
kar velikokrat doma jokala. Ali pa morda tudi ob samih težkih bolnikih se je zgodilo, da sem potočila kakšno solzo, ampak glejte, to še vedno me ni pravzaprav oviralo, da ne bi tega svojega poklica z veseljem opravljala in seveda ob vseh dobrih, pozitivnih rezultatih se veselila z vsemi svojimi in sodelavci in bolniki. Danes pa je najbolj ponosna na aktivnosti, ki jih je vpeljalo v upokojensko društvo, še posebej na mesečna srečanja, pogovorne urice za zdravje ter dobro obiskana spomladanska in jesenska predavanja. Poglejte, idej imam še veliko in škoda bi bilo, da bi zaspale doma neizkoriščene, tako da dokler bom lahko, bom te svoje ideje poskušala uresničevati ob seveda dobrem sodelovanju z dobrimi sodelavci. Občinsko plaketo so prejeli tudi v krajevni skupnosti Trnovec, predvsem zaradi enotnih krajanov, ki ob vseh neprilikah stopijo skupaj in pomagajo drug drugemu. Največji projekt, ki ga je dosegla ta mala krajevna skupnost v dolini potoka Ločnica, pa je bila ureditev urejenega vaškega središča, za katerega so kandidirali tudi za evropska sredstva ter vložili veliko ur prostovoljnega dela in lastnih sredstev. Tako da je sedaj njihova krajevna skupnost krajanom in obiskovalcem precej bolj prijazna. Namesto kontejnerja imamo zdaj objekt za sestanke in tako naprej. Namesto makadamskega parkirišča imamo igrišče, pa igrala. To je tak najbolj viden. Se najdejo ljudje, recimo, ki si želijo delati prostovoljno? Se najdejo, recimo 30-40%. Se najdejo. In na kakšen način potem sodelujete, imate sestanke, kdaj kakšen zbor krajanov, se dobite? Ja, se dobimo, tudi kakšna čistilna akcija, pa prej, ko se je ogromno delali, večino stvari smo naredili sami. Tudi v prihodnje jih čaka še nekaj projektov, najbolj pa si želijo, da bi makadamske ceste uspeli asfaltirati. Mislim, da največja ovira je denar, koga pa več ali manj posod primanjkuje. Drugega posebenega ni. Ostalo se da vse zmeniti, denar je majčkeno težji, pa tudi to se da. Komisija za priznanja pa podeljuje tudi medalje občine Medvode in tokratno je za svoje prostovoljno delo z mladino prejela učiteljica kemije in tehnike na osnovni šoli Preska Romana Frankovič, ki svoje prostovoljstvo nadgrajuje tudi kot mentorica pri medgeneracijskem sodelovanju z osnovnošolci in s Centrom za starejše Medvode, kot prostovoljka pri mednarodnih izmenjavah Erasmus, pri povezovanju prostovoljcev osnovne šole Preska z mladimi uporabniki bivaka ter pri sodelovanju z društvom Reks in Mila, da o projektih, s katerimi mladino osvešča o podnebnih spremembah, niti ne govorimo. Ja, jaz sem v bistvu prostovoljka že od svojih ranih let, že praktično celo življenje, tako da je to moj življenjski slog in tega ne razumem kot neko delo, nekaj, kar moram narediti, nekaj, kar mi nekdo ukaže, da naj naredim, ampak popolnoma izhajam iz potrebe, če vidim, da je treba kaj narediti, enostavno naredim, ne sprašujem, ali mi bo kdo to plačal, ali mi bo kdo za to hvaležen. In to v bistvu skušam tudi nekje pri mladih spodbuditi, da dejansko ne jamrajo, se ne pritožujejo, ne obupujejo, ampak dejansko naredijo, ker se vse da brez sredstev, samo z skupnimi močmi se lahko, jaz temu rečem, tudi gore premika. Kljub temu, da tako imenovano milenijsko generacijo danes mnogi smatrajo za precej egocentrično, Romana Frankovič v vsakem posamezniku vidi priložnost, da lahko ta svet spremeni na bolje. Jaz mislim, če so nagovorjeni, spodbujeni na prav način, da se jim da priznanje, da se jih v bistvu, da se jim ne da navodil, da nisi pokroviteljski, ampak da jih spodbudiš, da so ustvarjalni, so pripravljeni narediti neverjetne ljudi in tako kot vsa živa bitja, pač želijo imeti občutek varnosti, zaupanja, spoštljivosti,
tako kot mi, in če jih na ta način nagovorimo, potem jaz mislim, da se popolnoma nič ne razlikujejo od nas. Komisija za priznanja v sestavi Roman Veras, Štefan Hrovat, Mojca Trnovec, Marjetka Žebovec, Danica Tršan, Miha Šušteršič in Metka Orel je z razglasitvijo nagrajencev za leto 2018 zaključila svoje delo. Kdo bo v sestavi nove komisije, pa še ni znano, saj razpis za imenovanje članov še poteka in je možnost prijav še do 15. julija. Slavnostni seji je sledilo slovesno odprtje urejenega mestnega jedra, ki ga sestavljajo park, večnamenska prireditvena ploščad, kjer se je tokrat odvila slavnostna seja, in tržnica. Slednje je bilo tokrat namenjeno tudi največ pozornosti, čeprav bo v praksi začela delovati v dobrem mesecu dni. Arhitekt in vodja celotnega projekta Janez Koželj pravi, da smo Medvoščani dobili največ, kar se je za ta denar dobiti dalo. Moderno, funkcionalno srce občine za vse generacije in vse namene. Kot rečeno, takoj po slavnostni seji je župan Ned Smole v spremstvu soških folklornikov slovesno odprl urejeno mestno jedro. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem projektantom, izvajalcem, nadzornikom in sodelavcem v občinski upravi. Vsi tisti, ki ste bili zraven od risanja do montiranja minlikov v vicejih. Naj bo ta prostor, tako kot smo danes že slišali, prostor srečevanja. Naj bo prostor, kjer bomo prišli z vseh koncev naše občine. Gre za projekt, ki se razteza na več kot 6500 kvadratnih metrih in ga sestavljajo mestni park z otroškimi igrali, zeliščnim vrtom in talno fontano, večnamenska prireditvena ploščad, kjer se je tokrat odvila slavnostna seja, pozimi pa ne bi se spremenila v drsališče, in tržnica z lokalom in javnim straniščem. Slednje je bilo tokrat namenjeno tudi največ pozornosti, čeprav je šlo za slovesno in ne še za dejansko odprtje. So Medvode res sedaj mesto? Danes je, po mojem mnenju, pa brez lažne skromnosti, najlepši večer, ker sem na funkciji župana. Zato, ker res odpiramo eno zgodbo, ki se je na začetku zdela precej predrzna. Dolg časa se je govorilo o tržnici, o nekem večnamenski ploščadi, pa nikoli nismo zbrali poguma. Tudi iti v ta projekt je bilo, ko bom rekel, kar malo predrzno, ja. Ampak se je izkazalo, da skupaj z dobrim projektantom, s profesor Koželjem, skupaj z izvajalcem, z res dobrim nadzorom, smo nekako ta projekt pripeljali tudi do konca in ja, jaz mislim, da je to korak v smeri, da Medvode postajajo mesto. Čaka nas še veliko dela. To je samo eden izmed tistih prostorov, ki je moral zaživeti, zato da bodo zaživele Medvode. Čaka nas pa še ves obvodni prostor, ki ga bo tudi potrebno v bodoče še urediti. Glavni projektant, arhitekt, urbanist in profesor na ljubljanski fakulteti za arhitekturo Janez Koželj prizna, da so še do 14. ure tega dne preverjali detajle, da je potem lahko podal oceno, da je projekt popoln. Svečanost je v tem, ker enkrat vidiš, da vse funkcionira, da tudi fontana deluje, da se otroci odzivajo tako, kot smo si zamislili na njo, da so vse pritikline urejene, da javno stranišče deluje, predvsem pa, koga ljudje sprejmejo. Da smo torej Medvoščani dobili enovit javni prostor, na enem mestu stikališče različnih dejavnosti, ki se bodo tu odvijale, in različnih generacij, ki se bodo tu družile ob različnih priložnostih in v različnih letnih časih. V nasprotju z večjimi mesti, kjer težko najdeš tako stikališče na enem mestu. In ko je Medvode zdaj dobilo tisto, kot se reče, srce občine, ne? En združevalni prostor, bi lahko rekel, za vse generacije in za vse namene. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa, da smo pravzaprav skladno z načeli trajnostnega razvoja eno degradirano, zapuščeno območje, ne? Tisto črno luknjo pravzaprav spremenili v najpomembnejši pravzaprav prostor in zbirališče neke občine. Ta sprememba se vsaj po meni zdaj najpomembnejša, ne? Ima tudi ta simbolen pomen, seveda. Že sicer je v arhitekturo vključene veliko medvoške simbolike, saj so stopnice na zeliščnem vrtu zgrajene v obliki sotočja, prav tako pa je oblika sotočja v ploskovni fontani, ki predstavlja Soro in Savo. Streha pokrite tržnice pa simbolizira valove na obeh rekah.
Skratka, Koželj je prepričan, da smo za vložen denar dobili največ, kar se da. Kot podžupan mestne občine Ljubljana zaradi konfliktov interesov v Ljubljani sicer ne upravlja tovrstnih del, jih pa spremlja in upravlja, torej pozna cene, razpise in lahko primerja. Seveda je bilo treba veliko odrekanj, veliko smo kar sami naredili, veliko smo naredili preko noči, iskali po celi Sloveniji, moram reči, najcenejše seveda rešitve, ampak z dobrim duhom, bi lahko rekel, z visoko kvaliteto, in to je pač nekako uspelo. Da jaz ne bom izdal, kaj to pomeni, ampak ker mi je težko reči. Ampak verjetno v Ljubljani bi težko izvedli tako velik projekt. A veste, tako iz tazga prvotnega stanja pravzaprav eno to pretvorbo za tak denar. Ne bi mogel, ne bi hodil pa ugibati, ampak verjetno bi stal še enkrat več. Dejansko je res. Upal bi si reči, da je tukaj zaslužno tudi malo te naše medvoške, malo že gorenjske, če Ljubljančani nimajo trme. Moramo se zavedati, da smo, mislim, da 3-krat ponavljali ta razpis, oziroma šele v 3. izbrali izvajalca. Prva cena je bila 1,5 milijona, če se ne motim, drugič je bilo 1,2 milijona, tretja ponudba pa je bilo 820 tisoč evrov, pri čemer smo projekt potem razbili. In sicer ta ponudba ni vključevala hortikulturne zasaditve, ki jo je pa potem kasneje izvedlo naše domače podjetje. In ja, zagotovo za ta denar smo dobili največ. Mogoče, če malce špekuliram, bi rekel, da je tudi Gorenjska gradbena družba potrebovala kakšen tak objekt, projekt zaradi reference, ker takih objektov res ni veliko. Je pa tudi res, da so kar korektno in kvalitetno opravili svoje delo. Pogodbena vrednost del znaša 829 tisoč evrov z DDV-jem. Sredstva pa je zagotovila občina Medvode iz proračunske postavke ureditev mestnega jedra. Za ta projekt je občina prejela tudi 104 tisoč evrov nepovratnih sredstev strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kaj bi rekli? Gorenjska gradbena družba je imela težko delo delati z vami. Je imela težko delo, ja. Zadnji popravki projekta so bili namreč narejeni še na sam dan slavnostnega odprtja. Nekako smo navdušili na koncev le tudi Gorenjsko gradbeno družbo, da je predvsem znala pritisniti na podizvajalce in da so te spet znali nekako se ujeti z svojimi podizvajalci. To je problem. Zadržati kakovost pri teh delitvi dela, a veste, na nižje nivoje, ko na koncu le prideš do tistega, ki mora nekaj narediti, pa to ne zna. Ampak potem arhitekt, če je malo izurjen, pomaga. Kot smo vrsto stvari uspeli tukaj narediti, ki bi lahko patentirali in bi jih lahko seveda tudi izvažali v Evropo, navte verjele. Recimo električne omarice so edinstven dizajn, ki so posebej prilagojene na ta prostor, da je v bistvu, da je prijazen do ljudi, da ima eno obliko, ki je zanimiva na eni strani, na drugi strani pa absolutno funkcionalna. Koželj obljublja, da bo projekt spremljal tudi vnaprej. Njegova največja pozornost pa da bo usmerjena v to, da bodo vsa posajena drevesa, ki so dodana vrednost, tudi zrasla. In kaj bodo rekle branjevke in branjevci? Oni bodo sigurno zadovoljni. Nekaj tega prazničnega vzdušja in navdušenja bomo prihranili še za prihodnjo informativno oddajo in nekaj več pozornosti namenili prav tržnemu delu projekta, ki naj bi torej zaživel v roku meseca dni. Slišali smo optimistično izjavo. Branjevke in branjevci bodo sigurno navdušeni prihodnjič, torej zakaj tako meni. Nadaljujemo s prazničnim razpoloženjem, le da se iz mestnega jedra selimo v Zavrh. Na soboto, ki je najbližje 6. juliju, torej rojstnemu dnevu Jakoba Aljaža, se gorniki zberejo na slavnostni akademiji pred njegovo rojstno hišo v Zavrhu. To je letos torej sovpadalo. Gre za prireditev z najdaljšo tradicijo in z najbolj utečenim programom slovesnosti v organizaciji Gorniškega kluba Jakoba Aljaža, na kateri podelijo tudi častne znake vsem, ki so v lanskem letu prehodili spominsko Aljaževo pot od doma do doma. Letošnji slavnostni govornik je bil ponovno vidni član Slovenske demokratske stranke Anže Logar, ki je med drugim dejal, da je del Jakoba Aljaža vsakemu od nas
in da je samo od nas odvisno, ali bomo ta del razvijali ali ne. Ni prvič, da se je Gorniški klub Jakoba Aljaža tudi ob neodobravanju odločil za strankarsko izpostavljenega govornika, predvsem iz vrst Slovenske demokratske stranke. Med drugimi so na Slovesni akademiji že govorili Janez Janša, Milan Zver, lansko leto Branko Grims in letos, kot rečeno, Anže Logar. Odzval se je povabilu Tomaža Misa. Ko smo se začela pogovarjati, v bistvu skoraj nisem prišel do besede. In glede na poklic, ki ga opravljam, je bilo to zame, se mi zdi, zelo lepo presenečenje. Tako zelo, da ko sem slišal, da ima 140 glav živine, sem rekel, to pa moram priti pogledati in sem večkrat prišel tudi k njemu na obisk in tudi več razprav o prihodnosti kmetijstva smo opravili na tem področju. Rdeča nit Logarjevega govora je bila misel, da je vsakemu od nas del Jakoba Aljaža. Od nas pa je odvisno, ali bomo ta del sebe razvijali ali ne. Oziroma, tako Logar, če bi Jakob Aljaž prosil, če lahko morda na vrhu Triglava postavi nekaj, kar bo ostalo v zgodovini, verjemite mu, to ne bi dovolili. Če pa je imel idejo, da želi postaviti stolp in je iskal samo poti, kako bo to naredil, včasih tudi tako, da je najprej skočil v vodo, potem pa šele pogledal, če je v bazenu sploh voda. Ampak, če je to naredil, je potem tudi izpeljal ta projekt, zaradi katerega v bistvu tukaj tudi mi praznujemo. Veste, v čem je razlika med današnjim časom in časom, v katerem je Jakob Aljaž za en goldinar kupil tistih 16 kvadratnih metrov vrha Triglava. Da če bi to danes naredil, bi se 6 let vlekel po sodiščih, v njegovem primeru pa samo 6 mesecev. Logar je, skupaj s Tomažem Misem in Francem Urbanijo, položil Lovorjev venec k eni izmed replik Aljaževega stolpa vrh Triglava. Slovesna akademija pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu, letos torej prav na njegov rojstni dan, je sicer prireditev z najdaljšo tradicijo pri nas, ki je včasih vključena tudi v občinski praznik. V bistvu ni nobene spremembe. Vedno so drugi nastopajoči, ta kulturna prireditev, kot sem prej omenil že v govoru, že 25. leto poteka in je ena najstarejših, če ni najstarejša v občini Medvode. Pač častimo Jakoba Aljaža, 6. julij, rojstni dan Jakoba Aljaža, prav danes je to. In prav je, da ga častimo, kajti toliko, kot je Jakob Aljaž za Slovence, za slovenstvo in za naš narod naredil, je malo mož v slovenski zgodovini, recimo Prešeren, Vodnik, Trubar in tako naprej, in seveda Jakob Aljaž. In prav je, da ga počastimo vsaj za njegov rojstni dan. Gre za prireditev z najbolj utečenim programom, v katerem ne gre brez Aljaževih pesmi, najbolj znana je njegova uglasbitev pesmi Oj Triglav moj dom. Na Slovesni akademiji pred rojstno hišo Jakoba Aljaža so tokrat za glasbo poskrbeli mešani pevski zbor Jakoba Aljaža Medvode in kvartet Obzorje. Ali vi radi ohranjate njegov spomin s pesmijo in kako vam je peti njegova pesem? Zelo nam je pri srcu. Jaz danes nastopam z kvartetom Obzorje, drugač vodim lovski zbor Medvode, zato sem verjetno tudi tle. In moram reči, da imamo v svojem repertoarju z lovskim zborom Medvode 3 pesmi od Jakoba Aljaža. Triglav je samo ena, tista, ki se najbolj poje, drugače pa od Kmečke hiše in take. Je več stvari takih lepih napisal. Tudi zelo lepe pesmi so za mešani zbor. In moram reči, hodimo tudi v hribe, hodimo tudi na Triglav, tako da smo res pravi Slovenci. Že večkrat se je v vlogi Jakoba Aljaža odlično odrezal ljubiteljski igralec Zvone Nagode. Če je Jakob Aljaž naš rojak, je meni kot amaterskemu igralcu veliko čas že bilo to, da so mi mislim, da je bilo leto 2002 nekaj takega, ponudili oziroma rekli, da ti boš pa odigral Jakoba Aljaža. In ko sem takrat to sprejel, mi je bilo, kot sem omenil, veliko čast. In takega močnega človeka, kot je Jakob Aljaž dejansko bil, ko je predstavljal, kako je vzgajal ljudi, spodbujal, kako je gradil, bom rekel, ponosnost tega slovenstva in vsega, kar je stalno poudarjal. Jaz mislim, da je tudi potem odigrati takega človeka
če imam, mogoče tudi jaz kot Zvone Nagode, vsaj nekaj tega v sebi, da sem ponosen, da sem Slovenec, da lahko tudi svojo besedo spodbudim, pa čeprav mogoče v tem primeru kot igralec, spodbudim k nekemu dejanju tudi ostale, moje sokrajane pa še koga drugega, mi je to samo veliko veselje in sem prav vesel, da lahko to še izvajam naprej, upam, da bo še. Letos pomladi se je zaključila že druga večja obnova rojstne hiše Jakoba Aljaža v zadnjih 15 letih. Še vedno pa ni dorečena njena vsebina. No, absolutno smo se mi trudili, predvsem mi sosedje tukaj, smo spoštovali to osebnost Jakoba Aljaža in smo predlagali občini Medvode, da odkupi to njihovo hišo. In postavi njemu en spomenik, če tako rečem, čeprav naj ne bi bil to spomenik, ampak naj bi bila živa hiša. Notranje naj bi se dogajale različne kulturne prireditve, pevski zbori naj bi nastopali, slikarske akademije in tako naprej. Tako da jaz mislim, da gre v tej smeri, čeprav zelo počasi, to je že od leta 96, pa še danes ni dokončno urejena. Ampak jaz mislim, da zdaj bo v kratkem, tako da bo res zaživela, ker Šmarna gora v ozadju ponuja ogromno turističnih priložnosti. In jaz mislim, da bi Aljaževa hiša kot taka bila kot ena točka turistične dejavnosti. In mislim, da bo to tudi postala. Poleg tega naša kmetija tukaj v ozadju, kjer v sirarni izdelujemo naše izdelke in po moje, da bi to vse povezali skupaj in upajmo, da bo uspeli. Ker je rojstna hiša, jaz sem zelo vesel, da je prišlo do tega, da je sploh obnovljena, čim bolj tako na zunaj, kar krasno izgleda, da pa zato, da bi bolj živela, da bi še bolj pripovedovala o tem veselju do življenja, ki ga je imel Aljaž, bi rekli, še malo za nas tudi, ne malo, ampak veliko, za vse ljudi dobre volje, da bi se veselili življenja, ne sam jokal. No, naj rečem, čim več ne bi bilo takšnih stvari, ki bi govorile o Aljaževi ljubezni, ki seveda je sprijel preko svojih staršev in prednikov in preko te čudovite narave tukaj, o ljubezni do življenja. Glejte, zgodovine vi ne morete ne kupiti, ne ponoviti, ne vem kaj. Če je to rojstna hiša Jakoba Aljaža, če primerjam Prešernova rojstna hiša, je Prešernova rojstna hiša, tam je treba pečat dati temu, da se je tam rodil France Prešeren, kot se je tukaj Jakob Aljaž. In zdaj, če bo tukaj nastal nek sejem nekih dogodkov ali ne vem kaj, ki nimajo zveze s tem, to ni več to, to ni več to. Neke prireditve, ki se lahko dogajajo, ne vem, galerijske ali take drugačne, se lahko odvijajo v prostorih, ki so namenjeni za to. Ne morete pa v vsakem prostoru, ki je v nekem smislu bi moral biti posvečen. Tukaj je se rodil nek velikan Slovenije, pomemben, najpomembnejših ljudi v zgodovini Slovencev. Na slavnostni akademiji so tudi letos podelili častni znak vsem tistim gornikom z cele Slovenije in tudi preko meje, ki so v lanskem letu do konca prehodili naenkrat ali po delih celotno spominsko Aljaževo pot od doma do doma, ki se začne v Zavrhu, pred njegovo rojstno domačijo, se nato povzpne na Šmarno goro, vodi preko naslednjih 20 spominskih točk po 6 gorskih vrhovih, 8 planinskih postojankah, 8 cerkvah in župniščih in se zaključi v Aljaževem domu v Vratih. Častni znak je bilo letos prejelo le 12 gornikov, med njimi ponovno Tatjana Burgar iz Bil in zakonca Petač iz Pirni. Kot ste že sama omenila, že 17 sta z možem prehodila to pot, pa mogoče zakaj se sploh odločate, da še ohranjate to tradicijo? V glavnem je to, kondicije obdržiš, hodiš v glavnem zaradi sebe, zaradi svojega zdravja, pa tudi hribi so to klepi, ker lepše je v hribah, kot povsod drugje. Jaz pravim, da je bil Jakob Aljaž en velik fant, jaz rečem velik fant, ki je toliko obhodil a la mu vera. Res, da mi gremo po njegovi poti, ko je takrat hodil, je bilo zelo težko. Danes hoditi v hribe ni tako težko, prvič imaš dobre čevlje, imaš opremo, ko on tega ni imel. Dogajanje se je ponovno izpred rojstne hiše Jakoba Aljaža prestavilo še na vrh Šmarne gore, kjer je France Urbanija daroval sveto mašo.
S pohodi od Jakoba do Jakoba pod okriljem Javnega zavoda Sotočje in ob pomoči Planinskega društva Medvode in turističnih društev smo zaključili niz prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. Skoraj 100 pohodnikov se je odpravilo na pohod od ene od 3 cerkva posvečenih svetemu Jakobu v naši občini, v Hrašah, na Petelincu in na Brezovici, do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu. Prav tako v soboto 6. julija na dan občinskega praznika. To pa ni pomemben dan za občino zgolj zaradi občinskega praznika Medvode, vendar tudi zaradi samega dejstva, da ima na ta dan rojstni dan sam zavetnik občine Jakob Aljaž. Tako ni naključje, da je zaključna točka pohodov ravno rojstna hiša Jakoba Aljaža, kjer se je že 3. leto zapored odvila tudi zaključna prireditev. Za Aljaža bi namreč lahko rekli, da ni samo zavetnik naše občine, ampak tudi zavetnik slovenskih gora. Izhodišče za vse 3 pohode, na katerem je letos bilo približno 100 pohodnikov, pod skupnim imenom Od Jakoba do Jakoba, so bile 3 cerkve v naši občini, od skupaj 67 v Sloveniji, kolikor jih je posvečenih svetemu Jakobu. Kaj vam pomeni tak pohod? Ja, to druženje, pa eno sprostitev, gremo, se spet vidimo ob letu, ko pridemo, kakšno rečemo, v glavnem fletanje. Tale pohod je že 3., vi ste bila vse 3 leta? Ne, prvič sem na pohodu. Tako da ste se odločila, da pridete? Rada pogledam vse tele pohode, ki jih imamo, pač organizirano, pa človek vidi medvoško občino še z druge strani. Svetega Jakoba iz Katarine. Drabili, koliko smo, pa ne vem, meni se da je 14 km, nekaj takega. Smo kar pridem bili, 3 urce mogoče, ne vem. Prišel še kdaj? Jaz sem 3. že letos, vsak let grem. Ja. Kaj vi veste o Jakobu Aljažu? Jaz sem njegova zelo daljna sorodnica, mislim, da sem 4-krat pranečakinja ali 5-krat približen. Drugače Jakob Aljaž je pač zavetnik naše občine, pa ljubitelj gora, velik duhovnik tudi, ljubitelj lepe pesmi in takih stvari. Ja, da je bil prvič duhovnik, pesnik, pisal besedila za pesmi, tako da v glavnem pomemben Slovenc. Vem kar nekaj, da je bil duhovnik, pa da je bil postavil na Triglavu hiško oziroma to stolp. Ja, tako je bil pa zelo pomemben človek za Slovence. Jaz glede na to, da sem ljubitelj planin, gora in tako naprej, moram reči, da že ob sami himni Triglav moj dom jaz vedno dobim kocine. Tako da meni to veliko pomeni, trenutno pač ne morem hoditi zaradi poškodbe, ampak jaz sem držal pesti, da bojo vsi planinci, gorniki, kakorkoli prišli varno do cilja. Meni že, se pravim, sam pogled na ta trenutek, če pogledamo na Triglav, je res prelepo, tako da meni to zelo veliko pomeni. Torej, eno od izhodišč malo čez 7 uro zjutraj je bila cerkev svetega Jakoba na Brezovici. Pohodnikom se je kasneje pridružila še skupina, ki je za izhodišče vzela cerkev svetega Jakoba na Petelincu. Tretje izhodišče pa je imela skupina, ki je štartala izpred cerkve svetega Jakoba v Hrašah. Od tam je šel tudi župan občine Medvode Nejc Smole, ki je ob tej priložnosti navzoče nagovoril in položil tudi venec ob repliko Aljaževega stolpa vrh Triglava. Za kulturno kuliso so tudi letos poskrbeli pevci Fone Megale. Že 3. leto zapored je zaključek praznovanja občinskega praznika potekal pod okriljem Javnega zavoda Sotočje. Javni zavod oziroma javnemu zavodu so priskočili na pomoč turistično društvo Žlebe Marjeta, turistično društvo Smlednik in Hraše in pa seveda planinsko društvo Medvode, ki je dal seveda svoje planinske vodnike, tako da smo lepo, brez poškodb pripeljali pohod do konca in v imenu javnega zavoda Sotočje se jim prav lepo zahvaljujem. Ko smo že v Zavrhu, nismo mogli mimo lokala Crescendo, lokala Seven oziroma lokala Lipa nekdaj. Na naši televiziji smo se o tematiki kluba Seven, kot se je takrat imenoval nekdanji klub Lipa, zadnjič razpisali decembra 2017, ko smo povzeli tudi ugotovitve, da je tržni inšpektorat pri zavodu ZIC, v okviru katerega
je posloval klub Seven, opravil inšpekcijski nadzor in pri tem ugotovil, da zavod ni prijavil niti rednega obratovalnega časa, niti ni pridobil soglasja občine Medvode k podaljšanemu obratovalnemu času. Zavod se je namreč skliceval na dejstvo, da posluje v okviru kampa Lipa, s katerim pa upravlja zavod Nikoris. V obeh primerih je sicer šlo za Zavašnikove. In da zato lahko posluje v istem obratovalnem času kot kamp in ne potrebuje posebne prijave obratovalnega časa niti soglasja občine. Tržna inšpekcija pa je takrat ugotavljala, da v naravi kamp Lipa ni bil kamp, ampak zgolj šotorišče. Kar pa ne zadošča, da bi znotraj njega delujoči klub Seven lahko delil njegov obratovalni čas. Zato je zavodu ZIC izdal odločbo. Ta se je nanjo sicer pritožil, dejstvo pa je, da se je klub Seven v tem času preimenoval v klub Crescendo in drugo dejstvo, da se očitno kamp Lipa spreminja iz šotorišča v pravi kamp. Skratka, inšpekcije se spet oziroma bi se morale spet ukvarjati z družino Zavašniki in njihovimi projekti. Tokratna tematika kamp Lipa, ki je mobilne hišice postavil na kmetijsko zemljo, del tudi na parkirišče, za katerega je kmetijska inšpekcija že leta nazaj zahtevala, da se povrne v prvotno stanje. Kar nekaj časa je naša televizija posredno sicer spremljala komunikacijo med občinsko, kmetijsko in gradbeno inšpekcijo okrog tega, kdo je pristojen za ukrepanje. Pa gremo lepo po vrsti. 12. junija smo na Inšpektorat za okolje in prostor naslovili prej omenjene ugotovitve okrog mobilnih hišic in prosili za komentar ukrepanja. Odgovora ni bilo. 17. junija smo podobno vprašanje naslovili ne le na Inšpektorat za okolje in prostor, ampak tudi na kmetijsko inšpekcijo. Prva ni odgovorila, kmetijska pa 3 dni kasneje, 20. junija, češ da je prvo prijavo prejela že v začetku junija, da je opravila pregled, da pa gre za mobilne hiške, torej enostavne objekte in da je zato pristojen občinski inšpektor. Pa smo za pojasnila prosili občino Medvode, posredno torej občinsko inšpekcijo. Odgovor pa obširen. Iz njega smo izluščili, da nas je očitno kmetijska inšpekcija z odgovorom zavajala. Se je že razpolagala s pojasnilom občinskega inšpektorja, da ne gre za enostaven objekt, kar sami očitno niso ugotovili, ampak za glamping naselje, verjetno za potrebe kampa Lipa in da jih zato po zakonodaji ni možno predeliti kot enostavne ali nezahtevne objekte. In pojasnilo, da je zato občinski inšpektor pozval k ukrepanju tako gradbeno kot tudi kmetijsko inšpekcijo. Slednjo je pobaral tudi, zakaj še ni realizirala odločbe izpred let, ki lastniku nalaga, da zemljišče, na katerem je del parkirišča, povrne v prvotno stanje, saj se ta nahaja na kmetijski zemlji. Saj se še spominjate, kako so že pred desetletjem Zavašnikovi rešili problem parkirišča na kmetijski zemlji. Prvotno stanje so ga povrnili tako, da so čez asfalt navozili zemljo in ga, ko so se stvari pomirile, spet odsuli. In bili celo pohvaljeni, saj so obljubili, da bodo parkirišča na voljo pohodnikom Šmarne gore za zmerno plačilo, pa temu ni bilo ravno tako. Skratka, odgovor občine Medvode smo preposlali na oba prej omenjena inšpektorata in čakali. Gradbena inšpekcija sprva spet nič, kmetijska pa je bila v odgovoru kratka, da bo takoj po odstranitvi hiš k lastniku odredila vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje. In ja, posredno smo prejeli potrditev, da to res ni v pristojnosti občinskega inšpektorja, ampak gradbene inšpekcije. In po ponovnem posredovanju smo prejeli še odgovor gradbene inšpekcije, da postopek v tej zadevi še ni uvedla in še ne ve, kdaj ga bo. Saj imajo prednost prijave, iz katerih je razvidno, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. Če torej povzamemo, kmetijska inšpekcija bo ukrepala potem, ko bo gradbena uspela z odstranitvijo mobilnih hišic s kmetijske zemlje. Gradbena inšpekcija pa postopek v tej zadevi še ni uvedla in se ne ve, kdaj bo, saj imajo prednost prijave, iz katerih je razvidno, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. In še to. Očitno bo spet imela delo tržna inšpekcija, saj bo klub Crescendo, nekdaj Lipa oziroma klub Seven, lahko
lahko deloval neomejeno, ker bo sestavni del Kempa Lipa. Z tržnega inšpektorata smo žal dobili potrdilo tovrstnemu razmišljanju. Skratka, inšpekcijske službe in lokalna skupnost skupaj z nami mediji vedno znova trčimo v začaran krog in se soočimo z eno malo šolo izigravanja zakonodaje strani snovalcev projektov na tem prostoru. V občini Medvode je bilo z junijem 2019 ponovno uvedena možnost brezplačnega svetovanja v obliki prvega pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, ki ga financira občina Medvode, je ponuditi pravno pomoč občanom s ciljem odpraviti socialne stiske, urediti najpomembnejše življenjske situacije in preprečiti poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic. Gre za pravni nasvet občanom z področja pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega prava. Skratka, občan dobi osnovne informacije o tem, kakšna pravna sredstva ima na voljo, kako potekajo določeni postopki, kakšne so možnosti izvensodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči. Svetovanje poteka na sedežu občine enkrat mesečno, zadnji petek v mesecu od 8. do 13. ure. Na svetovanje se je treba predhodno naročiti in naslednja dva datuma sta torej 26. julij in 30. avgust. Še ostanemo na oni strani naše občine. Od 1. julija dalje so v rojstni hiši Jakoba Aljaža na ogled likovna dela, ki so nastala na 2 likovnih ekstemporjih. Drugem nagradnem enodnevnem likovnem ekstemporu Hraše na temo stavbni členi dediščine stavbarstva v vaseh in na tretjem nagradnem ekstemporu Aljaževina z naslovom Abstrakcija. O slednjem več v prihodnji oddaji, mi pa se s kamero selimo v Hraše v zadnjo soboto v mesecu juniju. In to v prijetnem ambientu ob cerkvi svetega Jakoba, kjer člani turističnega društva Hraše likovnim ustvarjalcem ustvarijo odlične pogoje. Ker nam tukaj vse pripravijo, od vode do elektrike, do hladilnika, ki je nujno potreben v tej pasji vročini, ne? In kot vidite, so se naše slikarke in slikari kar poskrili, v senco so šli, no nekateri pa so prišli žigosali in odšli domov, da tam slikajo, ne? Ker pač eni ne prenesejo vročine. Tokratna tema likovnega ekstempora pa stavbni členi dediščine stavbarstva v vaseh. Torej glavni motivi tokrat okna, zamrežena, odsvetličena, stara vrata in portali, kljuke, ganki in še kaj. Zakaj je taka tema? Zato, ker recimo smo si zadali nalogo, da v nekaj letih, v nekaj teh ekstemporih upodobimo čim več stvari starih, torej dediščine naših prednikov, se pravi na vasi. To se pravi, mi smo imeli že Stara sem, vendar z dušo, kjer smo slikali stare hiše, tiste obsojene na propad. Bistvo in cilj vsega tega pa je, ker več ali manj to že propada, da se ohrani saj na slikah, likovnih delih in da mladi vidijo, kaj so naši dedi, pradedi gradili. Pridružili so se jim tudi mladi likovniki, udeleženci prve delavnice iz vsakoletnega projekta Slikanje v naravi za otroke, ki ga pod okriljem Kude Zbilje vodi akademska slikarka Andreja Eržen. Danes slikamo klasično z akrilnimi barvami na platno, čist osnovne likovne zakonitosti, mešanja barv, postavljanja kompozicije, različnih, kako postavljati, kako domišljijsko uporabiti različne motive in tako naprej. Boste danes zgolj mentorica ali boste tudi sami ustvarjali na razpisano temo? Jaz mislim, da bom kar ostala v vlogi mentorice, no.
Se sicer udeležujete likovnih ekstempor kot slikarka? Ja, kot likovna ustvarjalka pa zelo veliko razstavljam, pa zelo veliko hodim po raznih festivalih pa tako naprej, ne, pač to je naša usoda, ne. Delavnice so se sicer nadaljevale ta teden na novi lokaciji na Zbiljski Dobravi. Super lokacija, v dopoldanskem času bomo ustvarjali, risali, slikali živali, različne fantazijske motive, naravo. Tukaj gre predvsem za ustvarjanje na prostem, kjer ustvarjamo in upodabljamo okoliško naravo, ni pa to neko pravilo, ni to nujno, ne. Važno je, da smo na prostem, v naravni svetlobi, da nismo v nekem zaprtem prostoru, zelo sproščeno, no, tako da otroci lahko pridejo tudi samo za pol ure ali za dlje časa, kakorkoli, ne. Likovni ekstempor je v Hrašah, kjer gresta z roko v roki Turistično društvo Hraše in Kud Jarem, je srečanje likovnikov, ki v točno odmerjenem času do 17. ure popoldne ustvarjajo na določeno temo. Za nekatere je to izziv, za druge pa... Ekstempori so vam pisani na kožo, torej skupinsko ustvarjanje nekje, mogoče v naravi ali pač ne? Ja, tako je, ne, skupinsko ustvarjanje je dosti taka zahtevna zadeva, ne. Prva stvar, ki je pri teh ekstemporih, raznih kolonijah in tako naprej na nek način lahko izziv, ne, je omejen čas. Poleg tega gre za čist drug sistem ustvarjanja. Ti si nekako v ateljeju, ko ustvarjaš, kontempliraš, si sam s sabo, imaš nek načrt, ne. Tukaj je pa zelo veliko tudi neke improvizacije, ne. Tako da na nek način je to lahko zelo dobro, nekomu odgovarja, nekomu pa pač ne, ne. In je meni je tako, kolikor kdaj, no. Čisto odvisno od lokacije, od vzdušja. Tokratni likovni ekstempor v Hrašah je bil že 4. po vrsti, vendar pa drugi nagradni. Jaz sem zbral okno in vrata. Oboje skušam dati kar na eno večje platno. Morda bo ratalo, bomo videli. Ja, po oceni strokovne komisije v sestavi akademski slikar Peter Gaber, etnolog in umetnostni zgodovinar dr. Janez Bogataj in umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, je bilo prav delo Romana Verasa deležno prve nagrade. Gre za bon za likovne potrebščine v višini 250 evrov. Druga nagrada, bon za 180 evrov, je tokrat pripadal Ana Mariji Samec in tretja nagrada, bon za 110 evrov, Tonetu Gabru. Nagrade zato, ker so upoštevali zahteve, ki jih diktira realističen način, ki pa je vendarle tako ohlapen, da dopušča nekaj ustvarjalne svobode. Vsem pa ima eno temeljno zahtevo, da ne sme nikoli biti posnetek, ampak vedno mora prinašati izraz, občutenje avtorja in tudi njegovo gojenje, njegov odnos do likovno-izraznih sredstev. In ko se ta zunanja podoba v svoji prepoznavnosti združi s to notranjovo slikarjevo, potem lahko nastane eno kompleksno, enovito in hkrati kvalitetno likovno delo. Predvsem pa dodaja, da je bil viden napredek pri vseh udeležencih. Vse to se dogaja ob cerkvi svetega Jakoba, njegov zaščitni znak je lestev, a ne? In pohecala sem se, da so plezali po tej Jakobovi lestvi v smeri kvalitete. Torej gre za skrb za detajle, ki so zgovorni, ki so slikoviti, ki pripovedujejo dolge zgodbe, hkrati pa je čutiti tudi eno avtorsko moč in sproščenost v interpretaciji. Hkrati z nagrajenimi slikami drugega nagradnega ekstempora v Hrašah so bila v ponedeljek v rojstni hiši Jakoba Aljaža na ogled postavljena tudi likovna dela tretjega nagradnega ekstempora Alja Živina, tokrat z naslovom Abstrakcija. Več o tem pa v prihodnji oddaji, že tokrat pa podatek, da je tudi v tem primeru največja pozornost strokovne komisije pripadla Romanu Verasu.
Kulturno-umetniško društvo Jarem je tudi letos pripravil medgeneracijske ustvarjalne delavnice ročnega dela za otroke in odrasle v okrepčevalnici Stan z naslovom Malo po novem, malo po starem. Pripravila jih je že tradicionalno 6. sekcija za oživljanje starih šek in navad. Danes jih je bilo sicer tam, kaj ne 15 vseh UKP, eni pridejo pa odidejo, ker so majhni, se hitrejš naveličajo, včeraj jih je bilo pa čez 20. Ja, kar pestra delavnica je. Mislim, da je to tudi današnja tema, je nekaj po novem, nekaj po starem, predvsem pa otroci dobijo ročne spretnosti. Danes ta mladi vse premalo znajo ročno delati in mislim, da nam je to potrebno. Predvsem si pa vsi baterije napolnimo, in otroci, in te starke jim pokažemo. Tako so na delavnicah ustvarjali iz različnih materialov, kot so fimomasa, volna, školjke in celo suho cvetje. Izdelovali so zvončke za nadvrata, darilne pakete, sliko morske pokrajine in še več. Delavnice so vodile Marija Podves, Nevenka Verbič in Irena Cigale. Jaz sem jih naučila izdelovati zvončke, ki jih obesiš nad vrata in zacingljajo, kadar kdo vstopi. Delali smo s maso pa školjkami. Seveda smo rabili tudi vrvice, navadno vrvico ali pa volno, še več volne. Potem pa recimo darilne pakete, zakaj bi kupovali, ker jih lahko sami naredijo, pa noter smo jih napolnili z njihovimi izdelki in dali noter kot okras še cvetje, suho cvetje. Zdaj je ogromno vrtnic. In to se takoj posuši. Mi je pa veliko veselje delati z otroki. Vedno sem rada delala z otroki in krasna priložnost je to. Torej mislite, da se lahko otroci tukaj veliko uporabnega novega tudi naučijo? Seveda, da se lahko. Vsaka skupina ima nekaj svojega. In mi, mentorji, recimo, se tudi naučimo od drugih. In karkoli človek zna dobro. Ja, moja hčerka se je pravkar preselila v Zbilje in jaz sem že naročena na internetno stran, to se pravi Novice, in sem dobila tam sem zasledila, da je danes ta otroška delavnica in ker imam ravno zdaj počitnice, tako da pazim vnukinjo, sva se odločile, da prideva. Kaj pa mislite, da se lahko taki mehni otročki naučijo na takih delavnicah? Ja, izjemno dobrodošlo. Moram reči, da sem prav vesela, ker je veliko stvari naredila že sama. Jaz sem ji pravzaprav zelo malo pomagala. Torej, kaj si pa najraje izdelovala? Zajčka? Reči zajčka. Do naslednje sobote, 20. julija, je v knjižnici Medvode v njenem počitniško obarvanem delovniku na ogled prva samostojna razstava fotografij ljubiteljskega fotografa Janeza Strojana ob njegovi skorajšnji 70-letnici. Je eden redkih, če ne kar edini Medvoščan, ki je že dvakrat prejel občinsko plaketo, prvič v imenu kabelske televizije Medvode, drugič pa lansko leto kot del ekipe ustvarjalcev skulpture kmečkih uporov v Smledniku. V fotografski objektiv je namreč ujel celoten proces ustvarjanja od drevesa v gozdu do slovesnosti ob odkritju spomenika. Smlednik, tako kulturna kot naravna dediščina, pa tudi dogodki tam so zanj med bolj priljubljenimi motivi. Več o Janezu Strojanu kot ljubiteljskemu fotografu v prihodnji informativni oddaji. V Medvodah so policisti obravnavali prometno nesrečo zaradi izsiljevanja prednosti, povzročitelju pa so zato izdali plačilni nalog. Nekdo je v trgovini v Medvodah izvršil tatvino, policiste pa so poklicali tudi v Žlebe, kjer je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Nasilje v družini se je zgodilo v Medvodah, od tam poročajo tudi o tatvini registrskih tablic in še o enem kaznivem dejanju nasilništva. Policisti so v tem tednu sodelovali tudi pri iskanju pogrešane osebe, ki je odšla neznano kam.
V času dopustov so vaši domovi še bolj ranljivi kot sicer, saj so tatovi ves čas na preži za priložnostjo, da pridejo do vašega premoženja. Zato ni odveč vsakotedensko opozorilo na previdnost. Informacijo o delu Policijske uprave Ljubljana, kamor sodi tudi policijska postaja Medvode, pa dobite na njihovi Facebook strani. Za danes torej toliko. V prihodnji oddaji, zadnji pred enomesečnimi počitnicami, pa poleg že najavljenih tem tudi o tem, kako poteka projekt Čisto zate in nekateri manjši projekti. Kakšna navodila ima novi koncesionar podjetje HNG, ki vzdržuje javne ceste in poti, kakšna usoda čaka zapuščene avtomobile in njihove lastnike in še kaj. Po praznični oddaji spet na stare tirnice informiranja. Na snidenje.